Tako da, Cool. Kaj je pa recimo neka naslednja stvar, najbolj pogosta, ki je nek izziv, ker je šokaj, da to smo zrihtali, imamo eno osebo, evo, gremo naprej. Ok, pa prva stvar, ki pride vedno je katalog izdelkov. Se pravi, izdelki, ki jih ima podjetje. Več, ko ima izdelkov, bolj boleča zadeva. Zdaj, ker kaj se zgodi, prvič ugotovijo pri B2B e-commerce, da vse une nazive produktov, ki so zadnjih 30 let kucali noter v njihov ERP, v računovodski program in so ga dali pol.stisk.2com, da ko je enkrat to treba zdaj 20,000 tega predstaviti v B2B e-commerce, zato pač ne bo funkcioniralo. Ne. Lastnik oziroma direktor pravi, da v 5 letih bo 500,000, tako da to je konkreten izziv. Ampak tam smo imeli izziv, naprimer, da vse smo lepo poimenovali, izdelke, ne, dali na B2B in kaj se je zgodilo, pa kličejo, kle nič ne najdejo. Ne. Inštalater nič ne najde. Zakaj ne najde? Ja, ne vem, verjetno so, da kaj. Kaj on že navajen, zelo zvida tu na njihova imena. Po kodah iskal ali pa kaj takega. Po kodah bi najdel, ko imamo vse noter. A inštalateru piše stikalo. Inštalateru piše šteker, valjda, ne? In tukaj smo imeli prvi izziv, da so nazivi izdelkov vezani na branžo. In ti moraš uporabljati v B2B-ju imena izdelkov, ki jih oni pogovorno uporabljajo, ker oni bojo svoj svet preslikali v digital in bojo iskali v searchu v bistvu nazive tega, ki se oni med sabo pogovarjajo. Tako da, to je bil tak prvi lušen izziv pri katalogu izdelkov, kjer smo dejansko sistem nadgradili v smer sinonimov, kar pomeni, da je imel naročnik dodatno polje na izdelku in dal noter vse sinonime in ko je inštalater prišel in dal šteker ali pa fazen briefer ali pa karkoli, zdaj to B2B e-commerce najde. Ja, po mojem malo odvisen od use case, bi jaz rekel. A veš, vse na nekih nivojih je že zelo tam je pa, a ne, so pa take anomalije, tako kot si rekel, ne, nek prevajalec bo gotovo, da so neki drugi nameni, on pa bolj in general neki ocen. Drugače sem pa zdaj veš prej, če gremo malo nazaj na ta projekt, ne, smo rekli, ok, imamo osebo, imamo zdaj podatke urejene, ERP se je zdaj že velikrat omenil, ta ERP se kar v teh nekih e-commerce ali pa platformizaciji se omenja, ne, kaj je ta ključen element v podjetjih, a ne? A to vedno teče tako gladko, štekaš in gre? A to so vajne izkušnje, da vedno teče gladko? Itak. Ok, nikoli ne teče gladko, guys, nikoli.